Lepo pozdravljeni iz kraja Kamnik. No, seveda, mi smo v letu 1061, zato je to kraj. Konec 12. stoletja pa je Kamnik postal trg in okoli leta 1220 pa je postal Kamnik mesto. Še več. Kamnik je po bavarskem grofu Andolšku tukaj koval denar. Seveda ne za nas in ne za sedanje rodove, ki so brez denarja. Morda za sedanje politike, ki so njegovi zanamci. Tudi to niso. V 13. stoletju pa so mesto obzidali in ga zaščitili pred vdorom tujih sil. No, to je uvod v mesto Kamnik. Pa si ga na kratko poglejva s kolegom, kaj vse je danes v tem Kamniku. Mi smo namreč ponedeljek 15. maja in bi rekli, da je zagotovo ima veliko obiska tujih turistov. Ko smo ponavadi v tujih krajih po Evropi, jih vidimo veliko. No, tu jih lahko na brzino naštejemo. 2, 4, 6, 3 učence, eno gospo in enega gospodiča tamle naprej. Veliko jih je, moram reči, da jih je veliko. Pa povediva kolega, da pokaževa še naprej ta Kamnik. Zanimivo mesto, ki je vredno si ga ogledati. Mi smo mimogrede v delu starega mesta Kamnik, ki je upravno in kulturno ter turistično središče dela Gorenjske, da boste vedeli, in sodi med osrednje slovensko regijo. Površina Kamnika, oziroma sedanje občine Kamnik, je 9,1 km in njegovega prebivalstva pa je okoli 15.000, oziroma če smo zelo točni, od leta 1917, takratnega štetja, pač 13.800. No in poglejte, to je zanimiva cerkev, ki sodi med resnično pomembnejše kulturniške in kulturne objekte mesta Kamnik. In pojdimo naprej. Želim vam pokazati namreč, kako je v Kamniku res velik odziv, kako so v centru mesta vse hiše polne različnih ponudb. Recimo tale, na Šutni, mi smo namreč, tako se kraj imenuje, Šutni, tale naravnost, kolega, če jim pokaževa, je prazna, torej v njej ni nič. Pa povediva naprej. Tule na Šutni 36 nekdo živi, tamle naprej je neka predelovalnica ali pa bife, če prav razumem. Zanimivo je ta stolp, zelo ga pokažejo po višini, da ga vsi vidijo, res je lep, to je treba priznati. Bravo. No in pejva še naprej. V tem času, ko vam to prikazujemo, se je v Kamniku nabralo še nekaj turistov, lažem. Nabrali so se v bistvu domačini, pa pojdiva, pa jim pokaživa še objekte, ki so praktično prazni. In v njih ni ničesar. No, morda tale objekt spodaj. Prazen, zanimiv, vendar v njem ni ničesar. Pa pojdiva naprej. Tale objekt, tu naprej na Šutni, mislim, da je to 32, če prav vidim, je tudi prazen. Ampak pojdiva in pokaživa, kaj lahko obiskovalec Kamnika dobi. Lahko dobi, zanimivo, stare časopise. Pišejo celo Dan brez davka. Humoristi. Pol imajo Črne posledice zlatega pravila. Zopet humoristi. Oziroma, bolje rečeno, naredili so reklamo nekemu časopisu, ki je v bistvu nalepljen tu v tem oknu. No, pojdiva še naprej. 28 je številka, da se opravim. No, zanimivo je prikazati ta objekt.
pejva do tega, tukaj piše Bad Stein. Vidite, vi bi rekli, to je sigurno, zagotovo je to namenjeno turizmu. Da, to je namenjeno turizmu, zagotovo. Ampak pokaživa, na tem istem objektu piše še nekaj. Poglejva tole. Piše kaj? Borovo. Borovo je hrvaško podjetje, ki propada že nekaj let. In seveda propadlo je tudi v Kamniku. In kot kaže, so oni lastniki, zato imajo še vedno znak na celotnem tem lepem, prijaznem objektu, ki ga ne uporabljajo Kamničani za svoje potrebe. No, obrniva se zopet s kadrom, da jim pokaževa te sorazmerno lepe štukature, so lepe, to je treba priznati, in podiva naravnost naprej, da vidiva, kje še kaj res zanimivega v tem Kamniku. Aha, tu ima en od gospodov svojo pripravo arhitekture za različno notranjo opremo, torej star deluje. No, podiva naprej. Dober dan, gospod. Tudi gospoda smo morali pozdraviti, ker je zelo prijazen z nami. No, pejva naprej, pokaživa še en objekt, ki je zelo zanimiv. Aha, moment. Tukaj moramo pokazati tega gospoda. Tukaj se rodil Radivoj Peterlin, Petruška, slovenski pesnik in pisatelj. In slovenski romar. Tega nisem vedel, zdaj veste vi. No, pa pejva naprej. Zdaj smo na Šutni 22. In 20 skupaj, ker se to združeni. Vidite, tukaj ponujajo nek studio protibolečinske terapije, terapije za masažo in tako dalje. A kdaj, kako, nič ne piše, ampak pojdiva naprej. Zopet pokaživa kader tega res lepega dela mesta. Se lahko tudi obrneva, če si to prijazen kolega, da vidiva tudi kader za nazaj. Tako je, res je lepo. A vidiva kakega turista? Ne, mogoče so ravno šli na malco, da vidijo, koliko je ura. Ne, šli so na kosilo, ker ura je že 12, zato ni nobenega. Ampak je pa mesto zanimivo. No, pojdiva še naprej. Počasi stopiva vidite, zanimivo, lastno negovalni salon. Redko slišiš ime lastno negovalni salon. Se pravi prava slovenščina, to je res. To je treba priznati, da so to dobro spomnili. Imajo svojo čokoladnico, to je v tem objektu. No in seveda čokoladnica že ima dodatke z tujimi pridevniki, ki je tudi tako prav. Mi moramo biti multikulturni, ker smo multikulturna država. Kot kaže, čokoladnica ne deluje ali pa imajo dostavo posebej. Pa pojdiva naprej. Zanimiv objekt je tudi tale. Tale na tej strani je posebej zanimiv. Zdaj bom jaz stopil toliko naprej, da vam boš zagledal. Vidite, tole je, meni se zdi zelo zanimivo. To je redka tehnična pridobitev. Tipi so izdelali starih gum za parkiranje za kolesa. Mislim, da je to parkirnica za kolesa, če se mi prav zdi. Objekt je zaprt, ampak več od pa je odprt, nekdo nekaj not šari. Pa pojdiva naprej. No, tule je vse
delujoče, oziroma nobenega ni, še so zelo poštena zopet. No, tule ena ponudba že je. In tukaj stopijo bliže. V tej hiši so živeli zaslužni slovenski slikarji, ki jim je občina Kamnik leta 1985 postavila spomenik. In sicer Koželj Matija, Koželj Anton in Koželj Maks. Zanimivo. No, če pogledamo na ono stran, imamo kaj tamo, kakšno ponudbo. ŠMC Kamnik, to kaj bi pomenilo, SMC Kamnik, SMC Kamnik. Kaj bi to pomenilo, bo šla bliže pogledati, kaj bi pomeni ta SMC Kamnik. SMC Kamnik pomeni, seveda, pokaževa jim SMC Kamnik. Tu si je Cerar, oziroma Cerarjev zastopnik, naredil pisarno. In kdo not? Nobenega ni not. Seveda človek rabi delati, ker je v bistvu plačan z drugih kotov. No, tukaj imajo lekarno, ta deluje zagotovo. Psa tudi. No in na vrhu, tamle čisto na vrhu, temle v Galu, vidimo Kamniški grad. Kamniški grad imenuje se pa natančno Mali grad, da sem jaz zelo jasen, me kolega popravil, ne pa da govorim grad, Mali grad, ker veliki grad imajo samo Ljubljani. Seveda, da bi Janković bi mi takoj zameril, da sem v bistvu dovolil si reči, da imajo Kamničani veliki grad, ne? Oni imajo Mali grad, medtem ko imajo Ljubljančani. Pojdiva s kadrom zopet še enkrat pokazati za nazaj, da vidijo, koliko turistov imajo v tem trenutku. Zopet neč čudno. Pardon, se pravičujem. Dva sta tamle s torbicami in dva možakarja, ena dama in možakar. Torej, ni res, to je že množina. Se pravi, da jih je nekaj. No, pojdiva še naprej. Prihaja še en gospod. No, ampak ta gre v trgovino, tako mu je žena naročila. Pejva naprej. Imajo tudi kolesarski servis, vidite, da ste rekli, da nimajo. Imajo tudi kolesarstvo. No, zanimivo je tale objekt. Kaj v njem ponujajo, vam ne znam povedati, ampak je zelo zanimiv. In pomemben zagotovo za del Šutne, a sem pravilno rekel Šutne, moram podariti Šutne, ker mi bodo rekli, da govorim, da je to stari del mesta, čeprav to tudi je. No, uspela nam je. No, to je ena od dolgo pričakovanih storitvenih stvari. Evo, kolesarski servis in trgovina. Ampak, delovni čas od ponedeljka od 18. ure do 20. ure. Ja, človek pač ni pač preveč aktiven pri svojem delu, tako je pač. No, to je znamenita kavarna, Julius Malm celo prodajajo. To je dobra kava. To je dobra kava, to moram reči. Tudi draga, recimo, 10 dek stane, recimo, naprimer na Dunaju, to vem, zadnji podatek, stane 18 evrov 10 dek. Dobrega Juliusa. Tega pa moramo pokazati. Tega gospoda moramo pokazati, ta je zelo pomemben za mesto Kamnik. Od leta 1220 je mesto Kamnik. Kaj samo bliže, kolega, mi piše, v tej hiši se je rodil Viktor Lapanšek, zaslužni agronom, žlahtitelj slovenskih sort krompirja, soustanovitelj skavtov v Kamniku od leta 1926 in častni občan Kamnika od leta 2003. In to mu je
postavila v čast Krajevna skupnost Kamnik. No, in peva še predstavi ta mali grad, ne, ki je tukaj, ne bova lezla gor, ker sem v bistvu že stara gospoda, pa nam je to težko, ampak bova pokazala od daleč mali grad. Ete. Kot vem, mali grad v tem trenutku ne deluje in je v razsutem stanju. Ampak ga bodo oni uredili, to je župan obljubil. No in še ena stvar, ki bi vam jo želel pokazati na koncu, ki ima posebno mesto z letnikom leta 1945 in tamkajšnji spomenik. Pokažemo ga. Tu je ta spomenik. Da ga malo kadrov, seveda se puščica kaže, da ga malo kadrov. In to je spomenik z dodatnim parkiriščem, tako da v bistvu lahko parkirate tukaj, tako da bolje vidite ta spomenik. No in če se obrnemo nazaj, oziroma naprej, tam je še kavarna Veronika, zanimiva kavarna, čeprav nekaj posebnega, ampak je zanimiva. Nekoliko 100 metrov naprej pa je zanimiv prostor in tam je županstvo mesta Kamnik. Tam ureduje gospod, ki se piše, čakajte, kako se že piše, enim pravijo Serpentinšek, vendar se on ne piše tako. Sem da pogledam, ker imam to zapisano posebej, ker vem, da se je ukvarjal z lesarstvom, pa mi je to vedno težko, da se spomnim, kako se človek piše. Marjan Šarec, zdaj sem se spomnil točno, Marjan Šarec gospod piše in ima tudi svojo stranko LMŠ. In za njo bo toliko konkurenco na naslednjih volitvah. Naš namen pa je bil vam pokazati samo s tem kratkim sprehodom po tem delu Šutne, kaj vse je ta možak naredil od leta 2011, 10, če sem točen, 11-10, za to mesto. Kot vidite, v središču mesta nič novega, vse staro in to bo storil tudi za vas, ko bo postal predsednik vaše vlade. Zato morate glasovati za njega. Tako delajo tudi sedanji predsedniki vlad. Nič ne naredijo za vas, vi pa glasujete za njih. In lepo se imejte s Kamnikom.